Torej, proces rehabilitacije se prične že ob spoznanju diagnoze bolezni za samega bolnika, zato je pomembno, da se začne tudi sama rehabilitacija, tudi z prehranskega vidika zelo zgodaj. Pravzaprav prehransko podporo je dobro, da vršimo celo obdobje zdravljenja bolnika in še nekaj časa po zaključenem zdravljenju, recimo vsaj neko obdobje okrevanja 6 mesecev. Dobro prehransko stanje pomembno vpliva na učinkovito zdravljenja, na ohranjanje imunskega sistema, funkcionalnega stanja, torej dobre kondicije bolnika, kvalitete njegovega življenja. Če je bolnik dobro prehranjen, ima tudi manj neželenih učinkov med samim zdravljenjem, s tem manj zapletov, manj ponovnih hospitalizacij in s tem zagotovo tudi zadovoljstvo z samim zdravljenjem in počutjem, tako psihično kot fizično. Prehranske navade bolnikov so seveda zelo različne, odvisno od njegove zgodovine prehranjevanja. Življenjske navade so pravzaprav prehranske navade, ki izvirajo iz okolja, kjer rastemo, kulture, kjer živimo, družine. Veliko vplivajo pa, kadar zbolimo, na bolnika samega tudi mediji. Bolnik v fazi, ko zboli, se ustraši za svoje zdravje, začne iskati informacije tako po medijih kot med svojci, ki mu velikokrat pomagajo z željo, da bi mu z nasveti koristili, tako med tistimi, ki so že oboleli v okolju in mnogokrat pridejo tudi z zmedenimi in napačnimi informacijami na prvo obravnavo. Bolniki, ki so v vašem projektu, so pravzaprav opolnomočeni z znanjem, ki jim bo potem koristilo tudi v nadaljnji rehabilitaciji po bolezni. To pomeni znanje, ki ga bodo pridobili in izkušnje, ki jih bodo pridobili v tem obdobju, jim bodo zagotovo koristili za izboljšanje svojega življenjskega stila, prehranskih navad in seveda tudi gibalnih navad, ker vemo, da program vsebuje tudi telesno dejavnost in ravno tudi tako ta psihološka podpora, se bodo znali mogoče bolje vključiti v socialno okolje, ker delavnice le pomagajo nekako zvezati vezi med seboj, se odpreti svetu, komunicirati, se naučiti poslušati drugega in v bistvu te svoje izkušnje se bodo naučili deliti z drugim in s tem tudi sebi seveda koristili zelo dobro. Pravzaprav je prehrana eden od dejavnik tveganja za obolenje. Če bi vedeli, da je prehrana zagotovo vzročni dejavnik za bolezen, potem bi lahko jo tudi na ta način zdravili. Vendar vemo, da to ni možno. Treba je gledati na celostno življenje, torej vsi dejavniki, tako gibanje, prehrana, duševno zdravje, fizično okolje, v katerem živimo, delovno okolje, strese, v katerem se soočamo, družinsko okolje, odnosi, ki jih imamo, vse vpliva na to, da se v nekem trenutku lahko pojavi taka bolezen, predvsem kadar naš imunski sistem popusti.